Let's go get red hot. Now go! Če bi svoj življenjski slog odpisal kot aktiven, zanimiv, športen, mogoče celo drzen, potem bi bil verjetno tudi prepričan, da Mercedes ni avto zate. Ampak časi se spreminjajo in tudi znamka Mercedes-Benz je v zadnjih letih postala bolj drzna, razburljiva in na splošno nagovarja javnost precej drugače, kot smo bili navajeni. In ker je to res, bomo naš testni avto, to je Mercedes-Benz CLA, shooting break odpeljali stran od mestnih središč in ozkih uličic. Predstavljam si, da je z njim bolj zanimivo kot recimo na dolgočasno večerjo zavit na široke ceste, na katerih lahko uživamo v dinamiki. Ne le na področju dizajna, vozila Mercedes-Benz so na tisti drzni strani tudi, ko pridemo do občutka za volanom. Pri testnem vozilu me je najbolj prepričal odličen kompromis med športnostjo in udobjem. Tudi če ne gre za najbolj športno vozilo iz Mercedesove ponudbe, se da s takšnim avtom v teh ovinkih še kako uživati. Prišli smo v srce narave, v dolinico, ki jo z vzhoda obdajajo Savinjske Alpe in kjer so našli tudi najstarejši apnenec v državi. Dobrodošli na Jezerskem. Takšna lokacija bo kar prava izbira. Na splošno sem mnenja, da ljudje pogosto premalo časa posvečamo aktivnemu in zdravemu življenjskemu slogu. Slednji je pomemben tudi za umirjene, zbrane in sproščene misli. In ko smo že pri tem, CLA je za svoj razred nadpovprečno pameten. Razpolaga s tehnologijami, ki smo jih prej občudovali le pri vozilih najvišjih razredov. Na Jezerskem vam dogodivščin in pa možnosti za sprostitev ne bo manjkalo. Lahko postanete sprehajalci po dolini, recimo pohodniki po okoliških vrhovih, plezalci, planinci, kolesarji. Lahko pa se odpravite tudi na sprehod okoli jezera ali pa na izvir reke Kokre. Da bi prijetne in sproščujoče destinacije dosegali čim bolj varno, za nas skrbijo številni asistenčni sistemi. Koristen pa je tudi Mercedesov osebni asistent. Hey Mercedes! How may I help you? Set the temperature to 20 degrees. The temperature is set to 20 degrees. Na splošno bo cilj vozil prihodnosti, da voznika čim bolj razbremenijo in poskrbijo za njegovo dobro počutje. Odlično počutje iz avtomobila pa lahko nadgradimo s sproščanjem v naravi. Tukaj se namreč nahaja Planšarsko jezero, ki ima obliko srca. Domačini so ga zajezili v spomin na veliko ledeniško jezero, po katerem je kraj dobil tudi svoje ime. Če se boste na pot podali s takšnim Mercedes-Benzom, naj dodam, da avto večjih pomanjkljivosti ne bo imel, a boste zato seveda morali primerno plačati. Smo le v premium segmentu, pa četudi se avto nahaja bolj na začetku štutgartske ponudbene palete. Se pa avto oddolži z odlično učinkovitostjo, vsaj na področju porabe goriva. Naj povem, da smo sem prišli s porabo manj kot 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov. No in ko boste ravno vandrali po svežem zraku, lahko zavijete tudi do izvira mineralne vode z veliko magnezija, ki so jo poimenovali Jezerska slatina. In kaj najbolj paše na koncu dneva? Je ena fajn malčka. In tale jotica je več kot odlična. Sicer pa vse v avtu slej kot prej na avtoportret.si. Hey Mercedes, How may I help you? tell me a joke. Sorry, my engineers were Germans.